Dobrodošli na mojem podcastu Preboj za podjetnike in vodje. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in moja strast je, da intervjujem oziroma modeliram uspešne ljudi in to znanje o njihovem uspehu prenašam na podjetnike in vodje. Oziroma vse tiste, ki bi radi nekoč postali vodje oziroma podjetniki. Prvi del intervjuja je povsem brezplačen. Drugi poglobljeni del je pa na voljo zgolj našim članom Mastermind kluba 10x Trust. Gre za podjetnike in vodje, ki bi radi hitreje povečali prodajo, dobiček in rast svojih podjetij. Če bi radi tudi vi povečali dobiček in rast vašega podjetja, vas vabim, da se nam pridružite in postanete člani Mastermind kluba 10x Trust. Pišite nam za več informacij na info@mastermindacademia.com. Vabljeni, poslušajte, uživajte in hvaležen bom, da nam zaupate, kaj se vas je dotakalo, kaj boste tudi sami uporabili v vašem življenju oziroma pri vašem poslovanju. Lepo zdrav, danes je z nami Luka Železnik, soustanovitelj in direktor podjetja Kingsbox oziroma blagovne znamke Kingsbox. Luka, lepo zdrav. Živijo, hvala za povabilo. Daj nam malo povej več, s čim se podjetje ukvarja, kaj počnete? Podjetje se primarno ukvarja s prodajo športne opreme, specifično za vse vrste funkcionalne vadbe, v drugi smeri pa tudi s proizvodnjo te iste opreme, tako da sinhrono se ukvarja največ s tem. Bravo. Dajva malo povedati več o temu. Vem, da ste doživeli neko preobrazbo ali pa spremembo. Kako je bilo pred korono in po koroni? Vem, da to je bil nek tak zelo prelomen trenutek za podjetje. Ja, naše podjetje je v bistvu z vizijo in s celotnim planom, načrtem bilo usmerjeno v prenavljanje in konec izdelovanje iz nule telovadnic za crossfit, weightlifting, powerlifting, funkcionalno vadbo. Tu nam je šlo kar dobro, smo iz nule v 4 letih prišli do nekje 2,5 milijona prometa, brez kakršnih koli investicij ali karkoli. Do tega slavnega marca 2019, mislim, ali 2020, ko je začela korona in nam je pač promet upadel za 90%, vse telovadnice so dobesedno mogle zaprti čez noč in mi smo se mogli čez uni vikend, petek, sobota, nedelja reorganizirati in smo vse naše sile, energijo in razvoj dali v bistvu te domače telovadnice. Cel cilj je bil, da lahko vsako vajo, ko jo delamo v bistvu neki polno opremljeni telovadnici, delamo doma, če si izbereš našo opremo. In tu nam je tudi uspelo kar fajn, ker pol smo v enem letu zrasli z 2,5 na 5,6 milijona prihodkov in kakor kaže letos bo spet vsaj 30% narast. Tako da plan je bil in shift je bil dober, tako da to je to. Bravo, čestitke. Zdaj si že malo menil promet, daj nam povej še malo, kako rastete z zaposlenimi oziroma z sodelavci, ki jih imate. Ja, kakor sem omenil, zdaj to podjetje sva začela jaz in Dejan v dveh, še zmer smo 100% lastnika in leto po leto smo dodajali različne ljudi po potrebi, od suporta do prodaje, do marketinga, do nabave, do skladišča in kar naenkrat zdaj nas je že čez 50 skupaj študenti in ko sem rekel, delamo nekaj čez 5 milijonov prometa in vse se odvija iz Sežane, tako da ljudi mi zaposlimo in jih ne outsourcamo, tako bom rekel, ker radi imamo vse znotraj v hiši. Bravo. Kako se je začelo? Mislim, zdaj sta hodila v fitness in sta ugotovila, da nekaj manjka opreme. Kako je ta podjetniška ideja sploh ratala resničnost? Ja, dostikrat nam rečejo, da iz hobija je treba narediti zmeri podjetniško idejo, ker v hudih časih pač nas drži tista želja po temu, kar delamo. Tako da mi dva smo trenirala in videla smo hitro oziroma Dejan je opazil, da na trgu pomanjka te opreme ali pa je ful draga, ker smo bila oba tudi sošolca že prej in oba ekonomista, je on uvozil tudi te prve uteži
in iz teh, on je prosil mene, če je bil zraven pri projektu in sva začela dobesedno vložila vsak 3750 evrov iz naših prihrankov, se dala v eno mičkano sobico od 4 kvadratov, v garažo sva dala te prve izdelke in probala na eBayu in na Boh in tako naprej prodati. In to se je valjda ne čez noč, rabili smo nekje 4 mesece, da smo prodali pač to prvo zalogo in pol smo se dali na to, da gremo all in v to prodajo športne opreme in tu smo pol step by step rasli. Iz teh začetkov garažnih, kako praviš, kakšna je vizija danes? Ja, na začetku v bistvu je bila vizija samo to, da nekaj prodamo, čim je zazvonilo na telefoni, smo skakali v luft od sreče, ne. Neke vizije, konc koncev ni bilo, oziroma se spomnim tistih prvih pogovorov je bilo, gled, če zaslužimo tistih 800 evrov, s tem bo že super, ne, da nam je všeč to delati. Zdaj vizija se je čez kakšno leto spremenila in smo hoteli biti največji ponudniki funkcionalne športne opreme v Evropi. To je nekako bila kar taka močna vizija, ko je držala vse zaposlene pokonci in težke dneve in neprespane noči. Pa pol kar naenkrat tam 2019 smo videli, da gremo proti temu cilju z neko svetlobno hitrostjo in smo se mogli zadati nov cilj, ker če ne bi v bistvu ambicije pale in smo rekli, da hočemo biti največji na svetu. Tako da to je prineslo zdaj v bistvu novo vizijo, da hočemo biti največji ponudnik funkcionalne športne opreme na svetu in pač nek nov pressure za vse nas, da v bistvu zmislijo, da vsak od nas mora biti najboljši na svetu, če ne nam pač ne bo uspelo, ker najšibkejši člen je v bistvu tisto, kar firma je, ne, tako da zdaj pač vsak, kar dela, mora biti najboljši, če ne, mi ne bomo najboljši in to je to. Bravo, bravo. Zdaj, če bi začel znova, po vseh teh izkušnjah, je kakšna stvar, ki bi jo naredil drugače? Dosti stvari morda ne bi naredil drugače, no, ker konec koncev naša pot je kar taka dokaj zdrava. Morda bi si prej vzel neke mentorje, ko bi neke ovire bolj hitro premagovali ali pa bi šel v kakšen specifičen klub, ko bi mi lahko pomagal, ker če začneš ti brez znanja in brez izkušenj, lahko ti samo en stavek dosti hitro reši kakšen problem, ko ga ti tuhteš par tednov, ne. Tako da ja, morda prej bi si dobil kakšne mentore. Odlično. Kako preživljaš prosti čas? V bistvu z družino, kar se da z družino, moja prostega časa je bolj malo, jaz pridem ob 6 zvečer domov, ob 10 grem že spat, tako da tiste 3 urice sem z družino in 1 ura za šport in pol se že počasi ta prosti čas pač konča, ne. Ja. Kaj rad bereš? Jaz ful berem, no. Ful poslušam, ful berem, ful se izobražujem. Najrajši berem točno tisti specifični problem, ki ga imamo v podjetju. Zdaj, podjetniki pač delamo 1000 stvar in zmeraj imamo na neke mesečne oziroma 3-mesečne sestanke, kaj je tisti največji pain point, ko ga naše podjetje ima. Če je tu skladišče, grem brati vse od skladiščnih sistemov, od optimizacije in tako naprej. Če je prodaja, začnem brati od prodaje, pa bolj z vodjo prodaje se pogovarjam o tem, ko sem prvi in tako. Tako da jaz zmeri berem točno tisto, ko firma rabi, ne. In tako se mi zdi fajn, tudi za neko širšo sliko. Bravo. Je kakšna knjiga, ki jo rad podariš naprej? Ali pa podarjaš? Ja, zdaj je tako, da jaz najrajši podarjam oziroma svetujem knjigo The Fast Lane Millionaire od MJ DeMarco. Zmeri rečem to knjigo, ko me pač novi ljudje vprašajo, ko bi šli v podjetništvo, to je pa tudi, ker ta knjiga dosti dobro opiše, s kakšno idejo moramo sploh začeti, da mora biti pač potencial za rast in ne smemo se omejiti na lokalno okolje in tako. Je res neka osnova, ko brez nje
ne moramo se niti lotiti. Meni je bila ta knjiga res všeč, ko sem na začetku prebral in brez te knjige niti ne bi šel na podjetniško pot. Bravo. Kdo je tvoj vzornik? To vprašanje dobim kar doskrat, pa nimam odgovora. No, jaz furam neko svojo pot, ne oziram se na druge, kot sem rekel, ne sledim enega podjetnika, da bi v bistvu krov idejo od njega, jaz probam od vseh vzeti vse, pač kar se da. Tako da vzorniki so vsi podjetniki, ko sploh grejo v tu, no? Ker ni lahko. Ne? Odlično. Nekaj si rekel že prej, da rad bereš, tukaj me zanima nasplošno, kje, kdaj in kako se izobražuješ. To pomeni, poslušaš audioknjige, če sem te prav razumel, bereš knjige, hodiš na neka srečanja, kaj še počneš? Ja, zdaj skozi ta leta, na začetku, ko nisem imel še družine, je dosti bilo to branje knjig, sem bral tudi po 3-4 ure na dan knjige. Knjiga, če imamo časa, pač zmer najboljša metoda izobraževanja, pol pa, kadar ta čas zmanjka, ko dobimo neke otroke, neke hobije, ko mislim, nam pomenijo več. Pol pa gremo na, recimo, podcaste, pa neke klube, ker tam so drugi podjetniki, ko ti dajo kakšen nasvet. Zdaj moja, v bistvu, najljubša so audiobooki, ker nekako mi je zmanjkovalo uro dnevo in pol sem rekel, ok, kako bom jaz tu združil, pa grem 1 uro na bicikel in zraven poslušam 1 uro knjigo in vidim, da mi je ful pašeno. Pa če narediš tu vsak dan, si naredil dvojno dobro zase. Bravo. Daj mi povej, kaj bi rekel so tvoje ključne vrednote? Jaz bi rekel vztrajnost, jaz pač se ne predam in če mi en reče, da nekaj ni mogoče, pač ne bom spal, dokler tega ne rešim. Tako da ta vztrajnost, konec koncev, se mi zdi moja edina vrednota, ko me puša vsak dan, da v bistvu razen, jaz kar vsak dan 365 dni razmišljam od firme in tako in to še posebej zato, ker zmer je nek problem, ko se ga ne da rešiti, ko pač pol magično se ga reši, zato ko smo pač vztrajni. Odlično. Kaj narediš pa v stresnih ali pa nekih težkih situacijah? Imaš kakšno formulo za to, kako rešuješ te situacije? Ja, jaz sicer pred podjetništvom sem bil 4 leta profesionalen poker igralec, tam sem se navadil dobesedno tehnik sproščanja, šli smo skozi dosti finančno težkih situacij in finančno dobrih situacij. Tako da v bistvu dihanje, Wim Hof metoda, pa sprehodi, pa razmišljanja. Od tam je res dosti na YouTubeu in v bistvu vse dela, važno, da mi pač tu delamo. Ne. Je pa konec koncev najboljša tehnika še zmeri, da si zjutraj pač povemo, kaj vse imamo dobro v dnevu in ne samo kar slabo in pol. Mislim, tisto, kar rata v službi, sploh konec koncev nima veze, se z nekom počutim. Ne. Odlično. Je kakšna navada, kakšna aktivnost, ki jo redno počneš in ti koristi? Jaz ne bi rekel bolj, da ne. No. Čeprav se smešno čujem, jaz ostanem in grem s posle, se pač umijem zobe in tako in grem direkt na delo. No. Tako da je morda aktivnost ta, v bistvu se reče 3-second rule, ne, da ne razmišljamo prej, ko nekaj naredimo, morda je to v bistvu aktivnost, ko jaz nezavedno delam. In pač, da se stvar v bistvu naredi in se ne razmišlja toliko, kako in kaj, koga in se bo planiralo, kako se bo naredilo. Tako da ja, imamo zdaj 10 second, 4 second, 3 second rule, whatever, ne, samo če rečemo 3-2 in pred 2 vstanemo ali pa nekaj naredimo, zelo dosti naredimo, ne vem, no, namesto da razmišljamo kako in kaj. Odlično. Je kakšen nasvet, ki ga poslušaš danes, ko poslušaš ostale podjetnike in se z njim ne strinjaš? Ja. In tu je pač, da nekaj, če mi gre res na živce, je pač tu, da podjetniki morajo svojo idejo zdaj nujno
sfinancirati, kot sem rekel. Vsi bi radi tiste milijone prvi dan, brez nekih izkušenj, brez nič, sam glede na neko idejo. Zame ideje so malo nič vredne, no, ker vem, koliko dela rabiš, da sploh idejo prodaš. Tako da, ja, ta ideja, dobi hitro investitorje, pa pol boš zrasel, je zame kot nek bullshit, no, ker ni lih tako v praksi, no. Lahko vsi povejo. Tudi tisti, ko so šli skozi to fazo, pol na konci rečejo, da pač ni tako enostavno, no. Tako da te sanje o podjetništvu in milijonih čez 3 tedne po začetku so zame pač lari-fari. Odlično. Je kakšno vprašanje, ki bi ti ga mogel postaviti in bi lahko bilo zanimivo za ljudi, ki naj jo poslušajo? Če sem že milijonar? Ja, ne vem. Je to zanimivo vprašanje? Ja, kaj bi odgovoril na to vprašanje? Ja, pač tukaj spet se navežem na tisto, dosti ljudje mislijo, da vsi podjetniki so zdaj milijonari in se vozijo v Porschejah in tako naprej, ne. Jaz bom rekel tako, imamo stroje, ko so vredni 100,000 plus evrov, ne, nimamo pa Porschejev, tako da tukaj je vse važno v bistvu od naših osebnih vrednot in tako. Milijonar je lahko vsak, pa tudi če ni podjetnik, samo po 1 milijon evrov kredita greš pa si, ne. Bravo, odlično. Za konec imam 2 vprašanji. Prvo je, kakšen nasvet bi dal mladim študentom, ki zdaj zaključujejo študij in morda razmišljajo ali pa imajo neko idejo, da bi bili podjetniki. Kaj bi bil tvoj nasvet za te mlade študente? Jaz dam en nasvet, ko se ga tudi čuje dosti, ko je pač 100% najboljši nasvet, ko ga lahko en dobi. In to je to, da naj si napiše list od 10 ljudi, ko bi rad za njih delal, pa to je lahko pač Donald Trump zaradi mene, ne. Važno je, da je nek tisti vzor, ko reče, ok, za njega bi rad delal, pa piše podjetju, da bi rad delal zastonj, ne. In to je to, 1 leto riskiram, prosi, če mu lahko plačajo samo malco in potne stroške in to je to. In vsi mislim, da bojo rekli, ali da ja, ali karkoli, ne. Tako da 1 leto je treba riskirati samo za izkušnje, pa če bomo zahtevali kot študent 10 evrov na uro, ti jih ne bo noben dal, ne. Zdaj, ker pač krademo konec koncev nek čas nekim ljudem, ko ga sploh nimajo, ne. Tako da jaz bi rekel tako, 1 leto, kakor se gre okoli sveta, ne gre se v eno firmo, ko jo občudujemo, da sploh vidimo konec koncev, kaj te firme delajo, ne, ko po faksu nimamo pojma. Odlično. Deva še na koncu en nasvet za podjetnike, ki bi radi danes bili uspešni. Mislim, da sva jih že večkrat nagovorila za uspeh, če dava nek fokus ali pa neko zgoščeno misel, recept za uspeh je? Manj se pritožavati in več delati. Problemov je vsak dan milijon, ne. Če bomo samo razmišljali, kaj je narobe na tem svetu, pač ne bomo nič rešili. Treba je vse taske, vse probleme treba secirati na manjše ničelne probleme, ko se enega po enega reši in polkrat naenkrat. Noben velik problem ni velik, ne, pa je tu lahko karkoli. Odlično. Luka, kje te lahko ljudje najdejo, poiščejo, kje lahko najdejo vaše produkte, lahko deliva tudi link vaše spletne strani, da bodo šli pokukati in si opremiti svoje domače telovadnice? Ja, največ v bistvu od firme lahko zveste na Instagramu Kingsbox. Imamo v vseh možnih jezikih, drugače je stran kingsbox.com. Drugače kakšne podjetniške stvari oziroma kaj mi delamo v firmi izven produktov, pa lahko na mojem LinkedInu Luka.Zeleznik najdete. Imam tudi kakšne kontroverzne teme, tako da se lahko pridružite debati. Odlično. Luka Železnik, bilo mi je res v čast, v veselje. Želim tebi in celotnemu kolektivu še veliko uspehov. Zdaj mislim, da si nas pa navdahnil, da gremo vsi nekaj športati, narediti nekaj za svoje telo. Je tako? Ja. Hvala vam za povabilo in se vidimo. Se vidimo. Hvala fajn. Čau. Če vam je bil ta posnetek všeč
in želite vsak teden dobiti novo aktualno vsebino ter praktične nasvete za 10-kratno rast vašega podjetja, vas vabim, da se pridružite Mastermind klubu 10krat rast. Da obišete spletno stran mastermindakademija.com ali pa kar nam pišete na info@mastermindakademija.com in napišete, da bi radi postali člani tega odličnega združenja podjetnikov in podjetnic, kjer delamo na tem, da vi izboljšate vaše poslovanje, vašo rast. Če bi radi, da še koga povabim izmed uspešnih podjetnikov, vodij, če bi radi kakšno posebno vsebino, ki bi jo znotraj našega podcasta pokrili, vas res vabim, da nam pišete in z veseljem se bomo potrudili, da bomo poiskali možnost, da vam tudi to ponudimo. Hvala lepa, da ste z nami. Vabim vas, da se naročite na naš podcast, da se naročite na naš YouTube kanal, da nas spremljate na različnih možnih kanalih, zato ker bi radi prav za vas vam dostavili najboljšo vrednost, največje ali pa najbolj koristne informacije, ki jih potrebujete pri vašem poslu in pri vašem delu.